Hello, dragi moji, kje ste, kako ste? Mama tukaj, jaz moram kamero pogledati. Ok, boljš. Kako ste? Ste fajn? Jaz zdaj snimam tole kot tretji video v vrsti. Še vedno sem na Monsterju, kateri ni sponzoriran, ne vem zakaj, ne? Po mojem sem že malo gledati. Preden začnem ta video, da ne pozabim teh stvari povedati. Najprej, jaz od vas dobim kakšne strašljive zgodbe. Tokrat moram reči, da so v večini lepše kot prvič. Prvič je bilo tako nasploh ful groznih in žalostnih in nisem dosti poudarjala, koliko narobe je, ko gre preprosto kaj narobe, ko seks ni željen, ko nismo naučeni konkretno reči ne. Jaz ne bom pridigala v tem videu, poanta je, da zgodbe preberem, ampak tukaj imate na ekranu zdajle, če gre kaj narobe, dajte si shraniti zelo v telefon, da veste kam poklicati, da veste na koga se obrniti in to so stvari in ljudje, ki vas bodo stoodstotno podprli, ne se bati, povedati je treba, kaj ni v redu, ne držati vse, mogoče takrat se res zdi to dobra stvar in pametna stvar in je težko to deliti. Jaz imam en kup slabih izkušenj, res, kot sem že v prvem videu povedala, ampak ne je ne in če ne ni sprejet, nujno povedati, nujno prijaviti in vse to. Gremo čim prej v zgodbe, ker vem, koliko mi je všeč ta stil videa. Noro je, koliko jih dobim, ker prav napišete, jaz tega še nobenemu nisem povedala. Končno imam tudi, ne vem, isto spolno noter, res mi pač vrhunsko, tako da hvala, krasni ste. Alenka, hej, no bom delila mojo zgodbo, naj bo anonimna. Fanta imam že dobrih 5 mesecev, pred 2 tednoma je prvič prespal pri meni. Zelo sem se veselila, da bo lahko prišel k meni. Zvečer sva šla s kolegi ven, zjutraj ob 2 sva se vrnila domov. Oba sva bila malo ulita, pijana, ampak res minimalno. Že prej sva se zmenila, da bova gledala film 365 dni. Komentirajte, če ste ga že gledali. In kaj mislite? No, ker nama film ni bil zanimiv, sem mu rekla, če je za, da bi, ko mi ga je prvič dal not, me je toliko bolel, mislila sem, da bom umrla, pol sem mu rekla, da ne počas. Bil je zelo nežen. Tako je treba, fantje, bravo vsem, ki poslušate ta nasvet. Veliko je treba počas. Sredi poteka sem mu rekla, da sem devica. On je mislil, da nisem. In pol je bil ful šokiran. Meni je bilo toliko žal. Zakaj sicer? Pač vsak je na eni točki, pa ni važno kdaj, to sploh nima veze. Ko sva končala, sem zagledala na posteli kri, on je mislil, da je meni menstruacija, ampak jaz sem vedela, da je kri od tega. Potem sva se cartala in zaspala. Bravo. S fantom sva še zdaj skupaj, bilo je super za prvič. Imam ga ful rada in ful se razumeva. Lep dan ti želim, ful sem vesela za vaju, lepa zgodba. Ok, naslednja zgodba, ne bom spet poudarjala, koliko je to narobe, res sem to prebrala. Prej sploh nisem, takoj, ko sem dobila ta sporočil, ga nisem prebrala, poj, ko sem ga končno prebrala, sem bila tako, fuck. Ta stvar se prijav in ta stvar je kaznivo dejanje. Cause it's too much to write, bom povzela. Imam pač account na igrah 1, 2, 3 in ko sem igrala eno igro, me je dodal nek fant in je rekel, da je star 17. Jaz sem bila 16, začela sva se pogovarjati in ko sem ga vprašala za slike, mi je poslal slike fanta, ki je bil like cute as fuck. Tole je čisti totalni internetni scam. En kup kaznivih dejanj. Toliko mi je žal, da ta človek takrat ni bil prijavljen. Še vedno mu popolnoma privoščam, da bi bil. Ok, zgodba. Dodal me je na FB in rekel, da se je malo zlagal glede starosti in da je v bistvu 24. Že to je zelo narobe. Ni bilo v redu, ampak ok, ker sva se ful poštekala, mi ni bilo nekaj groznega. Potem je prišel dan, ko sva se srečala. Hotel se izrecno srečati ob 8 zvečer. Tisto leto sem bila v dijaškem. Pač sva se pogovarjala, nisem dobro videla obraza, itd., itd. Kako ni dobro videla obraza? Prišlo je do momenta in pol, ko mi je vzel na dolžnost, mi je rekel, da je star 48. It's just fucked up. Jaz verjamem, da si ti... Kaj si to kot premaknil? Jaz verjamem, da si ti približno čutila, nekako vedela, tudi pri 16, da on verjetno ni toliko mlad in... Ja, tako si rekla, to je totalno fucked up. Naslednja zgodba. Ni bilo nekaj special, ali ok, here it goes. Pač bil sem na nastopu na folklornem festivalu v Makedoniji in itak, a je bil to Ohrid, ker tja vsi hodite, vse Ohrid te v Makedoniji, ni? 16-letnik v tujini, brez staršev, gone wild.
I know. First boost, first cigarettes, first time, etc. Tam sem se z eno spoznal, ki je bila pri tamkajšnji skupini plesalka in smo se poštekala, hodila na pijače, na goodbye partiju je bilo pa par mastik preveč in pač, yeah, things happened. Did it in the pool changing room, torej zgodilo se je to v garderobi pri bazenih. In pa je še napisal, da je bil trenutek uničen strani glasbe, ki se je vrtela v ozadju in sicer You and I od One Direction. Don't judge, žalostna resnica. I swear on my father's grave. Ej, čisto verjamem, vsak mu svoje. Meni so drugače One Direction ful simpatični. Naslednja zgodba. Hej, rada bi delila mojo zgodbo, kako sem izgubila svojo nedolžnost, ker menim, da to ni nič takšnega, saj to da skozi vsak človek. Verjetno ne čisto vsak, ampak načeloma večina. Stara sem bila 17 let, moji starši so bili ločeni in po poletju sem se z očetom preselila k njegovi partnerki ter s tem pridobila še par mlajših bratcev, ki jo imam neizmerno rada. Dobila pa sem tudi zelo prijazne sosede. Vsak dan smo skupaj sedeli na terasi in pili kavo ter klepetali. Tu pa je bil tudi njihov sin, ki je par let starejši od mene. Res je prijazen, velikokrat je pomagal v delavnici preko naše ceste in veliko sva časa prebila skupaj. Se mi je njegova družba zelo ustrezala. Super! Spogledovala sva se že od začetka, vendar nisem vedela, da bo to na koncu peljalo tako daleč. Imel je še enega brata, z obema sem se dobro ujela, vendar se je iskrica med mano in njim takoj unela. Sedela sva na terasi sama in bil je že mrak. Ko je bilo že pozno, sem se odločila, da grem domov in ko sem ostala, me je povlekel proti sebi in me poljubil. To se je ponavljalo še cela 2 tedna in se skrivala za vsakim vogalom, le da naj naši in njegovi ne bi opazili. I know that, how that goes. Tako kot takrat sva spet sedela na terasi in debatirala. Rekel mi je, če mu pomagam nesti stvari iz mize do kuhinje. Seveda sem na to pristala, ker pri tem sem večkrat pomagala. Bila sva sama, zato me je v kuhinji nežno prijel in me vprašal, če bi stopila korak naprej. Malo sem oklevala, saj nisem bila zaščitena, on pa pri sebi ni imel kondoma. Don't do that. Ampak sem mu čisto zaupala in na koncu je vse to peljalo v posteljo, ker ta korak naprej. Bil je zelo nežen, samo malo me je bolelo, ker je za prvi čisto običajno. No, to sva počela še parkrat, ko pa se je šola začela, se nisva več tako pogosto videvala. Vedno, ko imam čas, se oglasim na pijači ali pa obratno. Nisva par, sva pa zelo dobra prijatelja. Vsem puncem, ki še niso doživele te zame prijetne izkušnje, svetujem, da če veste, da je pravi čas, da odkrijete ta čar z ljubljeno osebo, ampak zaščito, da vas ne bo potem to terjalo straha. Haha, exactly, pač ne gre, seveda je zaščita daleč na prvem mestu, ampak ni vredno strahu pol. Ker ženske smo tiste, ki čakamo na to našo menstruacijo tistih 5 dni in če to zamuja, ker velikrat ni v redu in da ali pa tik pred tem se začneš napolno sekirati in premlevaš in je škoda že tega, škoda je tistega enega momenta. You know. Naslednja zgodba. S prvim seksom sem čakala kar dolgo, za kar pa mi ni žal. Takrat sem bila stara 18 let. Fant je bil leto starejši, zanj to ni bilo prvič, sva si pa najin prvi seks zapomnila predvsem zaradi pripetljaja, ki se je zgodil vmes. Ta je bila taka funny story po mojem. S fantom, s katerim sva še vedno skupaj, sva bila tisti dan že kar nekaj časa v moji sobi. Ker imam kot edina soba v 3. nadstropju hiše, nice. Nihče od naju ni slišal, da je prišel na obisk stric z družino. Nič hudega, sluteti sva se midva odločila za prvi seks, začela sva se slači. Ok, zdaj me pati kliče, koliko awkward situacija. Ok, to je bil dolg klic. Začela sva se slačiti in poljubljati, med vsem tem pa vmes nekdo potrka na vrata. V 100% prepričanju, da so vrata zaklenjena, sem samo vprašala, češ da bom zvedela, kdo je pri vratih. No, na najino presenečenje vrata niso bila zaklenjena. Takrat je namreč stopila sestrična, le par let mlajša od mene. Za roko pa je držala mlajšo sestrično, ki je bila takrat stara le 2 leti. Fant je bil že ves gol, vendar hvala Bogu pod odejo. Sama sem bila le zgoraj brez, ker sem pa tudi hitro pokrila z majico. Sestrična, ki je takoj ugotovila, zakaj se gre, se je samo opravičila, hitro stran obrnila mlajšo sestrico in odšla. V tistem trenutku me je bilo tako sram, ne vem kolikokrat sem ji med odhajanjem govorila sorry. Upala sem tudi, da mlajši
sestrična ni videla nepotrebno. S fantom sva sicer seks z manjšim zamikom od šoka izpeljala do konca. Bil je awkward in ne ravno najboljši, vendar tudi še malo pod vtisom pripetljaja. Sestrični sem še kasneje seveda še parkrat opravičila, ta je vse razumela in pripetljaj obdržala zase, skupaj so pa tudi sklepali, da mlajša sestrična ni mogla videti veliko na našo srečo. Po par letih se temu pripetljaju le še smejimo, s fantom pa v takšnem primeru vedno raje dvakrat preverijo, če so vrata res zaklenjena. Kak jaz to ne maram, če si zmoj. V glavnem ja, zaklepajte vrata, dvakrat, trikrat. Moja izkušnja. Zame je bilo prvič pri 17, skoraj 18 letih in sicer s fantom, s katerim sva se prej že par mesecev družila. Videlo se je, da sva si všeč, tako da sem potem rekla fuck it, jaz sem ready in sva to naredila čisto spontano. Sicer še nisva bila skupaj, ampak je bil feeling tak ta prav, da sem vedela, da me ne bo samo izkoristil in sem se ravno zaradi tega tudi spustila v to. Če ne, se sigurno ne bi. In res, feeling me ni varal, z njim sem bila pol čez kak mesec tudi uradno skupaj in sva ostala v zvezi še 1 leto in pol. Aj lepo. Se mi zdi pa pomembno, sploh zato, ker tvoj kanal gledajo tudi mlajše punce, da poudarim, da je bila moja izkušnja super, ravno zato, ker me noben ni silil ali prepričeval, kaj. Sama sem vedela, kdaj sem pripravljena, tako da punce prosim seksajte takrat, ko boste res pripravljene in ne zato, ker vam nekdo ne vem kaj obljublja, tralala, tlele ne moram dosti poudariti, koliko je to pomemben, ker mene tudi zmot oziroma tako je ogromno vas piše in tudi zdaj vem, da vas bo ogromno pisali, kdaj te prav, če zdaj ne to naredim. Kaj se ti počutiš, da hočeš, kaj imaš kondome, ker točno veš, kaj delaš, mislim, ne moraš biti pravi od začetka, ampak veš, v kaj se spuščaš, veš, zakaj rabaš kondom, veš, da ga rabaš, kaj imaš osebo, s katero dejansko čutiš, da hočeš to početi in mora biti pristno, te stvari čutiš, če ne čutiš, počakaj. Naslednja zgodba. Živjo, moja zgodba je takšna. S punco sva se 2 dni predtem pogovarjala, kam bi skupaj šla, nič takega resnega in da bi pričakovala, da bi karkoli počela in zbrala sva Atlantis v BTC-ju. In ko sta minila 2 dneva, sva se dogovorila, da greva skupaj do tja in da me ne počaka na glavni in sva šla z avtobusom 27-ko do zadnje postaje v BTC-ju dol in šla do Atlantisa in jaz sem imel še šolsko torbo, ker sem bil iz pouka direkt in ko sva šla noter, sem se spomnil, da sem jaz kopalke doma pozabil. Hvala Bogu, imajo jih tam in sva šla do omarice, kjer sva pač dala vse bunde, pa čevlje noter in jaz sem dal torbo in ko sva šla potem skupaj v kabino, ful mi smeša, kako ženske pišete punce, tako ful bolj čustva pa občutke vaše moški, pa sem dal pa v omarico torbo, pa čevlje, pa škornjo. Pa sem pa stopil tja, pa sem se preoblekel, pa res je tako taka cute razlika. In ko sva šla potem skupaj v kabino za preoblek, se je pač zgodil, pol čudno je bilo, ampak na srečo je ona bila bolj usposobljena za to kot jaz in pač je vedela kaj in kako in mogla sva biti ful tih, ker so okoli naju skozi bljeni modeli in se zraven naju so se preoblačili, tako da adrenalina ni zmanjkalo, potem ko sva šla pa se končno Potem sta se šla pa končno kopat in potem domov in to je moja izkušnja, pač kot tak. Ja, no ja, sem pa bolj vesela, ko mi tudi moški napišete, kako to doživljate. Naslednji. Prvič, ko niti nisem imela namena, nekaj časa me je prepričeval, dokler nisem rekla, ok, narobe. Zdaj mami. Pri tej zgodbi zaključujem ta video, nimam pojma koliko zgodbe za mano in s katero naslednjič začnem, ker ne vemo naprej, koliko bo dolg video, a za danes je tudi to, pride pa drug del. Alien mama, aj čau!